Za kakršenkoli razvoj je potrebno mnogo sodelujočih in vloga občine Kamnik in njen odnos do projekta je bila v vseh teh letih še kako pomembna. V začetkih je pomembno vlogo odigral takratni župan gospod Anton Tone Smolnikar, ki je položil tudi temeljni kamen in v vseh teh letih je občina spremljala, včasih malo bolje, včasih seveda pa verjamemo, da vedno po svojih najboljših zmožnostih. Zato danes z veseljem med nami pozdravljam tudi župana občine Kamnik. Gospod Matej Slavhar, izvolite, beseda je vaša. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani gospod minister, en lep pozdrav strani občine Kamnik. Zdaj, tako je bilo rečen, en kup jih je pomagal pri tem projektu in jaz sem prepričan, da brez vsakega posameznika od prvega predsednika izvršnega sveta, to je bil gospod Miha Novak, do takratnega bivšega župana, tudi tukaj prisotnega gospoda Toneta Smolnikarja, do kasnejšega župana in vseh Marjana Šarca in vseh upletenih ne bi se ta zadeva speljala tako, kot je. Ampak eno pa je, da brez Ivana Hribarja pa dejansko te zgodbe ne bi bilo. Ivan Hribar je, ko so pred 50 leti tukaj po Tuhinju govorili o nekih toplih vodah in zdravilni vodi in so vsi študirali, kako bi se lotili in naredili. To so bile samo ideje, ampak ko so dejansko pred 25 leti rekli Ivan Hribar, konkretno on, dajmo iz tega nekaj narediti, on in nekaj samomišljenikov, tudi danes prisotnih, se je pa zadeva realizirala in tukaj je bila ena ogromna volja, ogromno odrekanja in prepričan sem, da ta zgodba ne bi nastala, če gospod Hribar ne bi sodeloval z vsemi udeleženimi tukaj v tem postopku, to je občino Kamnik, tudi z državo in pa predvsem z domačini. In kot on dober večkrat reče, če je dober za domačine, je dober tudi za turiste in predvsem za domačine moramo zgodbo delati. In tukaj jaz mislim, da imamo še ogromno potencijala za v prihodnje. Občina Kamnik vam bo pomagala tudi v prihodnje, mislim, da imamo kar nekaj infrastrukture še razviti v smeri pohodniških poti, v smeri razsvetljave na vseh teh področjih. Pomagati vam moramo pri viziji razvoja, tudi širitve kopališkega kompleksa, tudi drugih idej, ki jih imate. Vedno bo na vas glavna teža. Vi boste gonilna sila, vi boste motor vsega tega, vse strukture, ki smo pa zraven, moramo pa takim zgodbam pomagati, ker dejstvo je, da je danes Terme Snovik v občini Kamnik najpomembnejši turistični subjekt. One prispevajo kar 50% vseh nočitev, ki jih naša občina beleži. In tukaj bi brez Terme Snovik bila naša občina dejansko, iskreno lahko rečem, pač turistično ne tako zanimiva, kot je v tem trenutku. Posledično z vašim razvojem se razvija celotna občina in celotna Tuhinjska dolina. Tukaj imamo v misli predvsem številne turistične kmetije, ki so se tudi ali pa s pomočjo ali pa zaradi vas razvile po teh naših koncih. Vedeti moramo, da je bližina občine Kamnik, bližina Ljubljane in pa prisotnost tovarn, ki so bile v preteklosti v naših koncih, pomeni to, da dejansko so imeli ljudje dobro plačana delovna mesta in se niso odločali za turizem, ki je dokaj trd kruh. In zato se tudi niso razvile neke dodatne vsebine, ampak ste jih vi s tem, ko ste privabili v naše konce 300 ljudi, tukaj spi vsak dan in teh 300 ljudi prinaša denar v naše konce, ste jih spodbudili, da so se tudi drugi začeli razvijati in tukaj mislim, da delate eno veliko delo in vsi ti ljudi iz drugih koncev sveta v naše konce nosijo denar, za kar sem vam iskreno hvaležen kot župan in mislim, da je pred vami še uspešna pot, zato vam želim ogromno entuzijazma tudi v prihodnje, ogromno energije, ogromno pozitivnih sinergij, kot vi radi rečete. Verjamem, da bomo na občinski upravi to zgodbo in prepričan sem podpirali tudi v prihodnje. Iskrena hvala.